30. junij je v koledarju Konjičank in Konjičanov zapisan kot praznik občine Slovenske Konjice in zaključek tradicionalnih konjiških dni. Osrednji dogodek je slavnostna seja, na kateri se podelijo priznanja občine. Nagrado občine Slovenske Konjice je letos prejelo Vinogradniško-vinarsko društvo Slovenske Konjice za svoj napredek v pridelavi kakovostnih in vrhunskih vin, redno aktivno pomoč pri organizaciji občinskih prireditev, sodelovanje z lokalnimi skupnostmi in aktivno članstvo v Društvu vinogradnikov in vinarjev Slovenije Vinis. Bronasti občinski grb je prejel Srečko Retuznik, dolgoletni prostovoljec Rdečega križa, izvajalec družbeno-koristnega dela pri Centru za socialno delo, soorganizator prireditev zavoda Splošna knjižnica, skrbnik za vsesplošno urejenost okolja javnega komunalnega podjetja in splošno zanesljiv človek, ki vedno požrtvovalno nudi pomoč. Marjan Veternik, župnik župnije Žiče, je prejemnik srebrnega občinskega grba, ki je močno zaslužen za obnovo celotne cerkve in župnijskega doma v Žičah, pa tudi za delno obnovo župnišča. V obnovi sta bili vključeni še Marijina cerkev in njej pripadajoče župnišče v Špitaliču. Nekdanji mariborski nadškof dr. Franc Kramberger ga je že pred 10 leti pooblastil za službo eksorcista mariborske nadškofije. Podeljen je bil še naziv častnega občana, ki sta ga do zdaj prejela le še pokojni monsinjor Ivan Pajk in pesnik Ivan Minati. Prejel ga je Florjan Jančič, prejemnik zlatega konjiškega grba v letu 2002. Leta 1967 je bil izvoljen za predsednika skupščine konjiške občine, kasneje je pa bil direktor STTC Maribor, nato Jeklotehne Maribor in nazadnje direktor Dravinskega doma. Obenem je izjemen prostovoljec, delo predsednika Gasilskega društva Slovenske Konjice je opravljal 38 let. Je pobudnik ustanovitve Muzeja gasilstva Dravinske doline, o gasilstvu pa je napisal tudi več knjig. Njegove izjemne zasluge je prepoznalo samo gasilsko društvo, častni predsednik PGD je še danes. Dober večer, vsem skupaj želim, spoštovani gospod Miran Golešek, spoštovane svetnice in gospodi svetniki, spoštovani vsi navzoči. Tudi sam se bi priključil čestitam naše občine in pa seveda mesta Slovenskih Konjic z dobrimi željami, da bi tudi v prihodnje še lepše praznovali kot danes. Z velikim spoštovanjem in seveda tudi s hvaležnostjo sprejemam ta častni naziv Slovenskih Konjic, še posebej zato, ker se rodim v sredini, v kateri sem bil rojen, in ko se od zavedanja svojih korenin zelo počutim v tem mestu. Posebej je to priznanje še žlahtno, ker človek ne živi življenje sam, ampak ga deli tudi z drugimi, z družino, z prijatelji in sodelavci. In tako je to priznanje seveda tudi delilo v prostoru in času, v katerem človek živi. V naravi človeka je seveda, da v takih trenutkih na življenjski poti priznanje piše z veliko začetnico, ampak vsem tem ostaja še skromnost in pa seveda tudi še naprej deloma njena. V takih letih, kot sem jaz, se običajno mladost seli v srce, v spomin pa v zlati okvir življenja. Ampak človek mora ostati optimist in tudi vam želim veliko optimizma, da bi drugo leto še v lepših razmerah znali
ta naš aprilski praznik. Hvala vam. Ob 10. obletnici delovanja Združenja zgodovinskih mest je Mateja Hafner-Dolenc, generalna sekretarka Slovenije, županu predala zahvalo za aktivno delovanje občine v združenju. Dober večer, spoštovani prebivalci Slovenskih Konjic, iskrene čestitke ob vašem prazniku in enako iskrene čestitke vsem današnjim nagrajencem. Danes bi rada izrekla zahvalo občini Slovenske Konjice za 10-letno delovanje v Združenju zgodovinskih mest Slovenije na področju promocije in prenove starih mestnih jeder. Skupaj smo izvedli v teh 10 letih vse članice združenja mnogo zanimivih in uspešnih akcij in projektov. Ravno sedaj pa smo sredi izvajanja enega od večjih promocijskih projektov z naslovom Mesta in kultura. S pomočjo vodnika Akta Semenika, ki nas popelje po 11 mestih članicah združenja in 110 ponudnikih, ki v tej akciji sodelujemo, vabimo slovenske, domače turiste in tuje turiste, da si v poletnem času vzamejo ure in mogoče tudi dni in obiščejo slovenska zgodovinska mesta. Odkrili bodo nove lepote, nove zanimivosti in pa predvsem bogato ponudbo zgodovinskih mest. Zdaj pa samo še prosim gospoda župana, da se mi pridruži in da mu začin to zahvala.